Pozdravljeni! Pred nami je nov tedenski pregled tistih zanimivih novic iz sveta Formule 1. In v tem pregledu si bomo pogledali tiste 4 novice, katere so se meni osebno zdele najpomembnejše. Kot ponavadi, če koga zanima kaj več, kaj bolj podrobnega, dobi vse originalne bližnjice do tistih člankov, katere vidite na ekranu, seveda v opisu. A začnimo kar s prvo novico. Prva današnja novica se dotika tovarniške ekipe Mercedes. Iz mesta vodilnega pri Mercedes AMG High Performance Powertrain je odstopil Andy Cowell. To se pravi, iz tega oddelka, kateri sestavlja pogonske sklope za Formulo 1, sestavljajo in projektirajo tudi električne motorje za Formulo E in marsikaj drugega, ta oddelek v Bixworthu, oziroma da se bomo bolj domači, tisti prvi stari Ilmor, ima novega odgovornega. A Andy Cowell ne izstopa iz sveta Formule 1 in tudi ne bo prestopil v kaki drugi ekipi. Pač po 16 letih ima verjetno dovolj odgovornosti, stresa in drugih napetosti. Prepustil je svoje mesto drugim, a ne zapušča Mercedesa. Ostal bo v strukturi najmanj do 2021 z svetovalno vlogo in pomagal nadaljevati svoje delo. Namreč on je tisti, kateri je bil odgovoren od začetka turbohibridne dobe za pogonske sklope pri Mercedesu in vsi vemo, kako dobri zmagovalni so bili. Lahko niso bili zmeraj najmočnejši, a če smo pošteni, so bili eni izmed najbolj zanesljivih. In če pogledamo samo, kaj se je zgodilo v sezoni 2017, nam bo jasno. In tudi, če smo pravzaprav iskreni, v 2019, mnoge ekipe, katere so sateliti Mercedesa, so imeli težave s tisto zadnjo izpeljanko. Na koncu, tisti, ki je imel težave pri tovarniškem moštvu Mercedesa, je bil Valtteri Bottas, a takrat, ko je bilo že o vsemu odločeno. To se pravi menjava, katera ne prinaša nekih velikih pretresov, a bomo videli, kako se bo vse to odrazilo v sezoni 2020 in 2021. Pojdimo naprej. Druga novica nam nakazuje izjemno zanimiv trend, če nas malce zanima bolj analitika v svetu Formule 1. Predtem sem že omenjal, da tako Helmut Marko kot Bernie Ecclestone ne štejeta Ferrarija SF1000 kot enega izmed pretendentov za naslov svetovnega prvaka. V glavnem oba sta napovedala, da bolid skuderije Ferrari ne bi smel biti eden izmed tistih najboljših v tej in seveda tudi naslednji sezoni. A njunemu mnenju sam nikoli nisem dal prevelike teže. A danes imamo dve novi izjavi. Prva je tista, ki jo je dal Jean Todt in ta je malce v oblakih. Namreč povedal je, da ne Fernando Alonso in niti Sebastian Vettel nista imela konkurenčnega bolida, ko sta bila pri Ferrariju, in seveda Sebastian Vettel bo še pri Ferrariju v sezoni 2020. A pustimo zdaj to, kaj je hotel povedati. In tu je treba iskati neke vrste izgovor, namreč njegov sin Nicolas Todt je menadžer Charlesa Leclerca. In vemo, da pri Ferrariju, kolikor rezultata ni, je na koncu kriv voznik. Pri Fernando Alonsu je bil on tisti, ki ni bil sposoben prehiteti Petrova in tako osvojiti naslov svetovnega prvaka. Konec koncu vemo, Sebastian Vettel se samo in zmeraj vrti. A pustimo, to pravijo tisti, kateri se ne poglobijo v svet Formule 1. Zanimivo je tudi, da Karun Chandhok pravi, da je Ferrari po njegovem videnju za Red Bullom. In Karun Chandhok je tisti bivši voznik, katerega so uporabili pri Ferrariju kot glavni vir za njihovo pritožbo po tistim znanem incidentu na veliki nagradi Kanade 2019. To se pravi, lahko smatramo, da je nevtralen oziroma bolj na strani Ferrarija kot proti njim.
in da smo si na jasnem, tudi sam ne cenim preveč SF1000, vsaj tako na oko. A kdo sem jaz, da bi lahko sodil na oko doma, brez biti tam v živo, kjer bolit je boljši, kjer je slabši, brez da bi jih videl vsaj na prostih treningih, kaj šele na kvalifikacijah ali dirki. A vseeno zgleda, da so mediji začeli iskati izgovore, kolikor Ferrari ne bo konkurenčen, in to si moramo zapomniti. Tretja novica se dotika pa intervjuja, ki ga je dal Nigel Mansell za znan britanski časopis Daily Mail. Mnogi viri, kateri se bavijo s Formulo 1, so povzeli ta intervju, nekateri so ga skrajšali, vzeli določene izseke, skratka v mnogih primerih je tisti intervju izgubil ves čar. Kogar zanima, ima bližnjico do originala, kateri je, verjemite mi, vreden branja, seveda v opisu. A vrnimo se k intervjuju. Nigel nam pove, kako je bila Formula 1 v njegovem času, kako nevarna je bila. Na začetku začne tudi z spiskom vseh poškodb, katere je doživel med svojo kariero. In postavi v tem svojem intervjuju dva mejnika. Prvi leta 1982, smrt Gilesa Villeneuva, s katerim sta bila prijatelja in katero je videl v živo iz proge, pred njim je Gilles poletel v nebo. In drugi mejnik postavi 12 let kasneje pri smrti Ayrtona Senne, katera je bila eden izmed najbolj tragičnih dogodkov v svetu Formule 1, a po tistim nesreči Formula 1 se je spremenila, je šla drugo smer, v smer varnosti. Nekako pravi sam Nigel, da danes so vozniki Formule 1 taki, da po dirki izgledajo, kot da bi prišli od frizerja. In seveda ne bom se spuščal v globlje komentarje tega, a intervju, kot sem povedal, je vreden branja. Treba je pa dodati nekaj, kar sem bil sam presenečen, in to ne pravzaprav pozitivno. Pozabil je na smrt Elija De Angelisa leta 1986. Res ni se zgodila na sami dirki, a Elio in Nigel sta bila moštvena kolega kar nekaj let in tudi v zelo dobrih medsebojnih odnosih. Vsaj tako pravijo nekateri viri. Mogoče je Nigel hotel poudariti, da dirke so danes bistveno manj nevarne, a v njegovih časih je bila nevarna Formula 1 kot taka. In seveda primerja tudi, Lewisa Hamiltona, njegovo kariero, spusti se tudi v čase Juan Manuela Fangea, tako da tistega, ki ga zanima, toplo priporočam branje tega intervjuja, seveda v originalu. A pojdimo na zadnjo novico. Na koncu se bomo še za trenutek ustavili na ideji, ki jo je imel Ross Brawn za sezono 2021. Namreč znano je dejstvo, da hočejo pri Liberty Media in FIA nekako zamrzniti tehnični razvoj bolidov, a vemo, za sezono 2021 bo imel McLaren pogonske sklope Mercedes in primoran bo narediti določene spremembe na svoji šasiji. Zato je Ross Brawn nekako vpeljal neko staro idejo, katero smo že videli. Razvojne žetone, samo mi smo jih videli na začetku turbohibridne dobe na pogonskih sklopih, on je podobno idejo uporabil pri šasiji. Kar samo po sebi ni tako slabo. Dovoli določene spremembe, a ne dovoli tistega velikega razvoja, ki bi ga lahko, ukolikor bi bili določeni elementi prosti. In seveda vse ekipe postavi na neko isto raven. Nekateri bodo lahko uporabili tiste žetone za določene minimalne spremembe, katere bodo lahko izboljšale bolid, druge bodo pa bolid lahko naredile bolj primeren za določen pogonski sklop. Sicer kdo jim je rekel, da morajo menjati dobavitelja, a pustimo sedaj to. Ideja, katera je bila pri pogonskih sklopih pravzaprav za nič, se po mojem mnenju v tem primeru izkaže kot odlično, saj vemo, da v sezoni 2021 bodo morale imeti ekipe kar se da enake bolide tiste sezone prej, to se pravi 2020. In zato podpiram to idejo. To za ta teden je bilo dovolj. Hvala za vašo pozornost in vidimo se naslednji teden z novim komentarjem novic. Nasvidenje!